Danes v Pomurskem dnevniku dezaktivacija bomb v Mariboru. Pri predsedniku o pokrajinah. Policisti odkrili skladišče orožja. Bencin dražji, dizel cenejši. Vreme, jutri delno sončno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. V preteklih dneh so pirotehniki državne enote za neeksplodirana bojna sredstva odstranili obe bombi. Zaradi dezaktivacije bomb je bila potrebna evakuacija, posledično je bil na nekaterih območjih ohromljen promet. Tako so v Mariboru pospremili pok druge bombe, ki je bila, tako kot prva, uspešno dezaktivirana. V štajerski prestolnici so morali zaradi izrednih razmer poskrbeti tudi za evakuacijo prebivalcev. Med njimi je bilo tudi okoli 100 pacientov iz UKC Maribor. Posebnih težav ni bilo. Ni bilo večjih težav z tem, ker smo imeli prvo informacijo že v ponedeljek, tako da do srede, ko se je dejansko potem začela oziroma do četrtka evakuacija oziroma selitev, smo se že lahko 3 dni na to pripravljali. Četrtek je bil tako praznik, čez vikend se tako nekako umiri situacija, razen nujnih primerov, tako naprej, tako da nekaj posebnih izpadov zaradi tega ni bilo. So pa nekaj izpada dohodkovnega namreč zabeležili pri potniškem prometu Maribor. O običajnih nedeljah imajo namreč pri njih več kot 280 prihodov in odhodov različnih avtobusov. V nedeljo, ko je bila avtobusna postaja do poznih popoldanskih ur zaprta, je bilo teh postajnih dogodkov polovico manj, s tem pa tudi prihodkov. Izpad prihodkov trenutno natančno še ni ovrednoten, tako da v tem trenutku o tem še ne moremo govoriti. Izredne razmere so vplivale tudi na izvajanje mestnega potniškega prometa. Primer, avtobusi na mestni liniji 15 niso vozili, na ostalih linijah pa so vozili v zelo okrnjenem obsegu, le do območja zapor. Zaradi evakuacije pa je sameval tudi Europark. Njihova vrata so bila v četrtek tako ali tako zaprta zaradi praznika, v nedeljo so jih morali zapreti zaradi dezaktivacije bombe. Poslovanje je, razen 6 nedeljskih ur, potekalo nemoteno. Vpleteni v tokratni zgodbi pa so iz tega odnesli tudi nekaj pozitivnega. Zelo pomembna izkušnja, dobra izkušnja, dejansko so nas prisilili v neko vajo, ki bi jo dejansko morali tako nekako trenirati brez nekega vzroka, in tu se je izkazalo, da smo tu kljub temu zelo dobro pripravljeni. Tokratna akcija je bila velik organizacijski zalogaj, skupni stroški mariborske občine pa za zdaj še niso znani. Je pa znano, da bo uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje odštela nekaj manj kot 16 000 evrov. Zdaj je tudi že jasno, da bodo na občini po najdenih bombah uvedli spremembe pravil pri gradnji. V prihodnje naj bi tako občinski odlok od investitorjev zahteval, da na območjih tveganja predhodno opravijo ustrezne raziskave. To je smiselno tudi zato, ker naj bi bilo na območju Maribora še približno 200 neeksplodiranih bomb. Predstavniki politike in stroke so bili na posvetu pri predsedniku republike Borutu Pahorju naklonjeni ustanovitvi pokrajin. Predsednik Pahor je goste uvodoma prosil, naj se osredotočijo na 2 vprašanji. Ali je po 10 letih premora tokratni predlog ustanavljanja pokrajin v Sloveniji lahko uspešen, ter ali je predlagana regionalna razdelitev v osnovi ustrezna podlaga za nadaljevanje pogovorov. Smo torej na neki prelomni točki, ko bomo ugotovili, in zlasti politično, ali gremo naprej, ali pa preden gremo naprej in bi se klavrno končalo, morda znova potrebujemo dlje časa za to, da bi se o tem pomembnem vprašanju razvoja Slovenije posvetovali. Širša strokovna skupina pod vodstvom Boštjana Brezovnika z Mariborske pravne fakultete je v zadnjih mesecih pripravila osnutek pokrajinske zakonodaje. V skupnosti občin Slovenije so prepričani, da je prišel čas za pokrajine. Nenazadnje je prišla pobuda za ustanovitev pokrajin od spodaj navzgor, za razliko od leta 2008. Mogoče pa celo beseda pobuda, ki se pogosto krat uporablja, ni najbolj posrečen izraz. Gre za zahtevo, da država ustanovi pokrajine. To po našem mnenju ni v osnovi naloga lokalne skupnosti, ampak je naloga države. Ljutomerska županja Olga Karba pa je dala v razmislek predlog, da bi pomursko pokrajino imenovali Prleško-Prekmurska.
Izhajajoč iz tega, da bi pri ustanovitvi pokrajin seveda zasledovali cilj skladnega regionalnega razvoja in pa tudi razvojnih priložnosti, vsekakor podpiramo ustanovitev pokrajin. Kar pa se tiče same naše pomurske pokrajine, pa mogoče samo tako predlog, da bi se pa mogoče lahko imenovali Prleško-Prekmurska, kajti to bi tudi mogoče naši Prleki in pa Prekmurci radi slišali, mogoče tudi zaradi zgodovinskega vidika. Pri pripravi osnutka pokrajinske zakonodaje je sicer sodelovalo več kot 60 strokovnjakov. Policisti policijske postaje Ljutomer so minulo sredo na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 55-letnem občanu iz območja upravne enote Ljutomer zaradi suma, da nedovoljeno poseduje orožje in strelivo. Pred hišno preiskavo je osumljeni izročil revolver, 2 nabojnika, puško z gladko cevjo, puško skupaj z daljnogledom in dušilnikom zvoka ter nabojnikom, 248 komadov nabojev različnih kalibrov ter PVC škatlo, v kateri je bila manjša količina neznane snovi. Po izročitvi navedenih predmetov strani osumljenca so policisti nadaljevali s hišno preiskavo in v posebej prirejenem prostoru našli in zasegli še avtomatsko puško z 2 nabojnikoma. Prav tako so našli puško znamke Anschutz, pištolo neznane znamke, 2 komada doma izdelanega orožja za naboje, ročni možnar, nabojnik za puško in 374 komadov nabojev različnih kalibrov. Zaradi posedovanja orožja in streliva bodo policisti nadaljevali zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometja orožja ali eksploziva. Cene pogonskih goriv so se v polnoči ponovno spremenile. Kako? Preverite v nadaljevanju. Neosvinčen 95-oktanski bencin se je na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest v polnoči podražil za 0,5 centa na 1,276 evra na liter. Dizelsko gorivo je cenejše za 0,1 centa, cena znaša 1,254 evra za liter. Naftni trgovci cene 100-oktanskega benzina in kurilnega olja ter 95-oktanskega benzina in dizelskega goriva na benzinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega benzina in dizla regulirane. Določajo se v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Pri izračunu modelske cene se upošteva tudi biokomponenta. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo, da pomurske lekarne ne želijo razkriti najbolje prodajanih in najpogosteje izdanih zdravil. Več na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo na vzhodu deloma sončno in po večini suho vreme, drugod bodo občasno krajevne padavine, deloma plohe, na zahodu tudi kakšna nevihta. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli deževen dan s temperaturami okrog 19 stopinj Celzija. Opoldne smo v Lendavi namerili 20 stopinj, v Murski Soboti 19, v Radencih 16 ter v Krajinskem parku Goričko 13 stopinj Celzija. Jutri bo na vzhodu deloma sončno in po večini suho vreme, drugod bodo občasne krajevne padavine, deloma plohe, na zahodu tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 7, dnevne pa okoli 13 stopinj Celzija. V četrtek bo več sončnega vremena, nastale bodo le posamezne plohe. V petek bo v zahodnih krajih oblačno s padavinami, na vzhodu bo deloma sončno in v glavnem suho. Temperature v naših krajih se bodo gibale med 4 in 6 stopinj, dnevne pa okoli 14 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes, z nami bodite tudi jutri. Nasvidenje.